Lepo pozdravljen, Aleš Ernst je danes z nami in tudi vi, gledalci, boste imeli danes možnost, da spoznate v globino njegovo filozofijo, idejo in metodo, imenovano AEQ. Torej, AEQ. AEQ, ja. AEQ. Slovenska metoda. Torej, slovenska metoda AEQ. Povej nam torej, Aleš, malce morda o tvojem razvoju. Osebni, intelektualni razvoj, kaj te je pripeljalo do tega, da si razvil metodo AEQ? Predvsem ukvarjanje z lastnim išijazom, ki je bilo vedno bolj problematično in kljub ukvarjanju z vsemi temi klasičnimi pristopi je bilo v bistvu kratkotrajno izboljšanje pa vedno večji problem, kar me je pa obrnilo v smer, da nisem več telo hotel spremeniti na silo, ampak sem ga poskušal razumeti, zakaj mi konstantno sporoča, to ni v redu, to ni v redu, to ni v redu, to ni v redu. Ego je pa rekel, Pojdi čez bolečino. Ja, v bistvu to je na kratko povedano, je botrovalo, da sem se začel učiti somatiko oziroma klinično somatiko, pa sem pa skozi ugotavljanje, kaj vse manjka, pristop klinične somatike, pa navadne somatike oziroma hanosomatike, dopolnil pa razvil stvari za AEQ. Samo toliko za naše gledalce, bi lahko na hitro rekli, da je somatika v bistvu vadba zavedanja telesa, kako bi jo na kratko opisal? Somatika je beseda, ki označuje pristop, ki temelji na feedbacku iz telesa. Sprav, v telesu nekaj začutiš in pa tisto, kar začutiš, ne bi vplival na delovanje tvoje glave, uma, ega, kakor zavesti, in pa spremeniš svoje delovanje na osnovi tega, kar začutiš iz telesa. In tem se reče somatski pristop. In teh pristopov je, v bistvu je vsak pristop lahko somatski, ali pa nobeden, to je pa čisto odvisno od... No, to sem te tudi mislila vprašati, je v bistvu lahko vsaka vaja, vadba, gib, ki je izvedena z neko zavestjo do tega, kaj delamo, lahko somatska, tudi recimo fitness vadbe? Ja, po definiciji, če se zavedaš telesnih senzacij, občutkov in jih upoštevaš pri izvedbi giba, ali gibanju, je to pa somatski gib. In to je v bistvu temelj somatike kot pristopa, ki se pa bolj jasno zelo razlikuje. Eni pristopi bolj temeljijo na tem, da temelji vse skupaj na terapevtu, ali pa da se stranki ne prepusti preveč odgovornosti za to, kako stvari dela, pa kako se počuti. Drugi pristopi so pa bolj taki, da je več poudarka na stranki in da v bistvu se stranka uči, da razume sebe, pa da razume svoje reakcije in pa jih skozi lastno odgovornost za svoje življenje v tem primerno spreminja. V bistvu AEQ je aktiven pristop k terapiji. Za stranko aktiven pristop, kjer mora ona najbolj delati na tem, da razume sebe, pa zakaj se ji dogajajo stvari na tak način, ki se ji dogajajo, in predvsem poudarja to, da je bolečino potrebno definirati kot poskus vpliva telesa, da se spremeni delovanje uma, ker očitno, da delovanje uma na tak način, oziroma zavesti ali pa ega, pač tri dosti podobne, malo različne stvari, očitno ni optimalen za telo in pa telo poskuša dopovedati, recimo temu pravi, da to tako ne laufa in da naj že božjo voljo že nekaj spremenijo v odnosu do telesa, s tem pa si jasno do okolice, ker če bo šlo tako naprej, se bo vse skupaj razpadlo. In čem bi rekel, da je glavna razlika tvoje metode AEQ z drugimi metodami somatskih vadb? Predvsem, da se zelo veliko ukvarja z čustvi, oziroma da ne ločuje uma in telesa, da pač sprejema dejstvo, da je to eno in isto, da so pač dve
različne manifestacije iste stvari v istem telesu zaprte in da je potrebno gibanje razumeti kot izražanje čustev in potem skozi analizo gibanja, drže, izražanja tudi besednega, kakšne besede oseba uporablja, na kak način jih pove, kdaj pa kako. To se vse tretira kot gibanje. Osnova za vsako gibanje pa čustvo. Če prav razumem, tvoj pristop k odpravi temelji tudi na temu, da ti torej vidiš, da so sicer težave, bolečine, ki jih ljudje imajo v neki napačni mehaniki telesa, ampak vzrok za to napačno mehaniko telesa je pa nekje v glavi oziroma v telesu. Ker telo bistveno bolj vpliva na glavo, kot pa glava kadarkoli vpliva na telo. Sam si ljudje tega nočejo priznati, zaradi tega, ker nimajo časa, da bi se s tem ukvarjali. Ker problem je, da če hočeš karkoli v telesu spremeniti, porabiš veliko časa. Če hočeš pa nekaj na področju zavesti ali pa v glavi spremeniti, se da narediti pa relativno hitro, če imaš dovolj volje. In pol v času, v katerem živimo, katerega glavna značilnost je kronično pomanjkanje časa, se ljudje nočejo ukvarjati z bolj poglobljeno analizo, kaj se dogaja v njih, se pravi, da ne analizirajo samo tisto, česar se zavedajo, ampak da začnejo pa analizirati tudi, kakšne odzive imajo na določene situacije, na določene osebe, na določena dogajanja, ker to za njih pomeni, da morajo iti bolj globoko, kar pa avtomatsko pomeni, da trčijo v potlačena čustva, predvsem iz otroškega obdobja, ki so pa skoraj 100% prisotna pri ljudeh. In pa se sama mehanika gibanja telesa začne interpretirati skozi to, zakaj težje obrnem levo nogo v desno, kot pa desno nogo v levo, in se ne gleda samo, da je to posledica, da imaš bolj šibko razvite adduktorje ali pa trebušno mišico ali pa karkoli, in se pa ne gre v to, da jačaš kondicijo ali pa jačaš moč, ampak se začneš analizirati, zakaj bi lahko bilo tako, jasno skozi znanje, ki ga dobiš pri učitelju AEQ metode, in začneš pa svoje gibanje dojemati kot izražanje čustev oziroma blokiranje izražanja čustev, ali pa da moraš izražati čustva na način, ki sploh ni tvoj, ampak je bil ti določen, ali si ga pa mogel prevzeti zaradi vzgoje oziroma odnosov v tvoji primarni družini, kar pomeni, da si mogel potlačiti izražanje jeze, čeprav je bila upravičena, da si mogel zadržati jok, da si mogel skriti žalost zaradi takih ali drugačnih situacij ali pa interesov, in pa v bistvu iz akutne reakcije, blokiranje izražanja čustev, ki se pa izražajo skozi telesno gibanje, vedno, ne, pride pa do spremembe telesnega gibanja, kar pa vodi v spremembo drže, spremembo, kako sediš, kako stojiš, kako spiš, kako hodiš, kako tečeš, in ta sprememba, ki pa iz akutne postane kronična, pa vpliva destruktivno na določen del telesa in povzroča kronično bolečino, ki se jo pa lotevajo na plitek način, na površinski način, oziroma ljudje poskušajo za to kronično bolečino poiskati pristop, kjer imajo oni minimalno možno vlogo. Prideš do nekoga, da nekaj naredi s tabo, ali te dajo na neko mašino, ker s tem v bistvu preprečiš, da bi prišel do dejanskih globokih vzrokov za to, zakaj te boli hrbet, kolk, koleno. Bolečine so neke vrste manifestacije, oziroma gibanje je neke vrste manifestacija, ogledalo naše zavesti oziroma našega čustva. Nas. Ti mogli zdaj, ko sem se pelil do sem, sem tukaj malo nižji dol, ko sem na križišču čakal na zeleno, je šla ena ženska mim, in ko si jo gledal iz hrbta, je delovala tako, kot da gre v napad na nekoga, sprav medenica nazaj, prsa ful naprej, roke imela tako nazaj, kot da gre v pretep. Sprav, kot ti nekom rekel, kap ti rad zdaj, in ga napadeš.
Pa ko sem se pa naprej odpeljal, pa sem v vzvratno ogledalo pogledal, sem videl, da ima pa na obrazu tak pretiran nasmešek in pol, ko si se vprašal, kaj njena drža, pa njena hoja kaže izjemno močno jezo, pa agresijo na obrazu, pa maska širokega nasmeha, vidiš, da sploh ne gre skupaj, ne. In zdaj vidiš, da v bistvu imaš dve osebnosti v enem telesu, kar pa ni možno, če nimaš kronično zakrčenih mišic, ki ločujejo določene senzacije, občutke pa čustva v telesu in jih odmikajo stran od zavesti in oseba v bistvu, če bi vprašal, kako je, bi rekla, super, zadovoljna, se smejim, vse je v redu, ne. Če gledaš pa telo, pa vidiš, da bi nekom vrat zavila v pol sekunde, če bi ga lahko, ne. Zdaj, taka oseba, ko traja tako stanje leta, desetletja, pa se ga ne zaveda, je logično, da ta pretirana poraba energije, ne, ker zdaj, ko jo gledaš, kako hodi, vidiš, da hodi z visoko jezo, kar pomeni, da ima visok mišičen tonus, da ima noter visok tlak, za kar rabiš veliko energije. Na obrazu ima pa nasmešek, ki pomirja, ki kaže na nekaj lepega, na nekaj dobrega, na nekaj bolj sproščenega in pa tukaj nekaj ne moreš štimati, ne. In zdaj, ko ima taka oseba tako nerealno visoko porabo energije, se mora po prvem zakonu termodinamike ta energija pač pretvarjati v neko drugo obliko, če se ne more v tisto, ki jo bi dejansko hotela izraziti, in del te energije se pa pretvori v obliko energije, ki jo mi opišemo kot bolečina. Plus tega je jasno, da ima preveč zakrčene mišice, riti zadnjih stegenskih mišic ledvenega dela hrbta. In zdaj recimo, če se taka oseba, ki je podzavestno toliko napeta, pa jezna, hoče usesti v avto, ona ne more sprostiti tonus mišic zadnjega dela telesa, ki je potreben, da se usedeš v avtomobilski sedež. Tega se ne zaveda in pol, če se hoče usesti v avto, ker hoče pa se, ker pač mora nekam priti, naredi kaj? Dvigne tonus trebušne mišice, pa recimo kvadricepsov, pa ugibalk psoasa in pol sedi v avtu cel cajt, tako kot da je nekdo potisnil dol na zid, ona se hoče pa vstati, ne. In zdaj, če taka oseba pol ure ali pa 1 uro sedi v avtu, jo začne jasno išija smatrati, jo začne boleti v križu, jo začne boleti glava, rata nestrpna, trop pred njim, ker ne spele točno na zeleno, ko se zeleno ožge, če 2 sekunde zamudi, je že na trobi, ne. Ali pa tudi dostikrat vidim sploh v Ljubljani, vidiš žensko, odzad 2 otroka v otroških sedežih, rdeča luč, ona pa na sklopko, vidiš, da gre avto naprej nazaj, kot da je na štartu dirke, ne. In pa se vprašaš, ne, kaj je, pa se lahko še vprašaš, na kak način ta njena energija, ki ima tako povišeno pa tako močno jezo, vpliva na otroka, ki sta odzadaj vsak na svojem mobitelu, ne. In pa se to prenaša na naslednje generacije in se samo še povečuje skozi čas. Kako pa mogoče potem pri tebi izgleda ta obravnava, ko nekdo pride do tebe, se pravi, zdaj sva nekako Jure z Juretom sta nekako prišla do tega skozi celo to filozofijo, se pravi, te metode. Koliko časa mogoče nameniš pogovoru, ali je to povezava pogovor, gibanje, kot si prej omenil, se pravi, njim se ni v glavi, kot je v bistvu v telesu, ne? Kako v bistvu izgleda taka običajna obravnava? 60% časa je namenjen okvirno, to ni zdaj povprečje, je namenjen tem, da učitelj razloži na stranki razumljiv način možne povezave, oziroma nam rekel, da stranki odpreš oči, ampak da stranki omogočaš, da malo drugače začne razmišljati o možnih vzrokih za problem, ki ga ima, ne. Pol cirka 40% časa je namenjen pa da to teorijo probajo v praksi skozi aktivno terapijo, če gre k učitelju 3. ali višje stopnje, ali pa skozi učenje vaj, če gre na učitelju 1. ali pa 2. stopnje, kjer pa v bistvu oseba skozi vajo počasa ugotavlja, kako ima slab nadzor nad lastnim telesom in da če hoče nekaj narediti,
počasi, natančno, pa zavestno, da se zgubi. Prav, recimo, če bi ono žensko, ki sem jo prej opisoval, če bi jo dal, da se uleže na tla, pa bi jo vodil skozi eno AEQ vajo, bi ugotovila, da recimo izjemno enostavno je bok dvigniti v zrak, ker ima itak že hrbtno mišico, mišice v zadnjem delu telesa skozi napete in je gluteus, desen gluteus napet in ni noben problem, ker ima že tako skozi zategnjen ga podzavestno, ne. Ko bi pa rekel, da je lev kolk ali pa lev bok potopi v tla, pa bi začutila, da tega ne more, ker ne more sprostiti leve ritne mišice in pa v bistvu desen kolk bi šel gor, lev kolk pa ne bi šel dol. Zdaj, običajno tega ljudje tudi na vadbah sploh ne opazijo, ampak je pač to, tako je, pač mo zdaj, ne. Tukaj bi pa pol opazila in pa, ko je še učitelj razloži, zakaj bi to lahko bilo, ne, začne povezovati pike in pol skozi prakso začne razumeti teorijo. Sploh kako v šoli, ko imate, ne vem, najprej pri kemiji razlago, vse v času, tako delajo danes tega skoraj ni več zaradi strahu, da se nekdo kaj naredil. Najprej smo imeli teorijo, pa smo imeli pa poizkuse, kjer smo tisto, kar so nam v teoriji razložili, smo pa še v praksi preverili in smo pa začeli razumeti oziroma dojemati kemijo in pa se dejansko razumel na uporaben način. In pri AEQ je isto, sprav ni samo teorija, da nekom razložiš, lej, tebe boli to zaradi tega pa tega pa tega, ampak mu rečeš, razmisel, opazuj, analiziri, pa mu pa skozi aktivno terapijo ali pa skozi učenje vaj pokažeš možnost, da sam začuti, da ima v telesu in pa začne razumevati, pa se uči pa še vaje, pa jih doma izvaja in skozi vaje pa v bistvu začne zmanjševati tako imenovano senzorno amnezijo, kar pomeni, da vedno bolj čuti telo v zavestnem delu uma in se pa začne bolj zavedati, kako recimo hodi po ulici in pa se vprašati, zakaj hodim tako, kot da čem nekom vrat zaviti, če grem v pekarno po kilo kruha. In pa začne razmišljati in pa se spomne mogoče dogodkov ali pa vedno bolj se spomne dogodkov, ki so se lahko zgodili 20, 30, 40 let nazaj in jih je podzavestno imela konstantno aktivirane in pa začne zaradi zmanjšane senzorne amnezije, ki je posledica AEQ vaj, pa povečane, pa zmanjšane motorne amnezije, ki je tudi posledica vaj, spreminjati mišičen tonus in pa spremeni svojo držo, poveča postopoma sposobnost, da sprosti določene mišične skupine in pol jasno se vedno lažje usede v avto in tudi ne samo, da se lažje usede v avto, ampak lažje v avto sedi 2 ure, tudi če v prometnem zastoju, da ne zgubi živcev ali pa da mora cigaret prižgati, da se malo skulira. Se pravi, v bistvu najprej pogovor, potem nekaj bolj lahko izolirane vaje, ne? Da v bistvu sploh začuti tam nekje, kje je recimo ta težava. Ja. Potem recimo prenos k vsakdanjim gibom, v vsakdanjem življenju, da on sploh začne opazovati, kje se mu pa te vzorci na vsakdanji ravni pojavljajo. To je v bistvu nekako tudi lahko neka pot za odpravo teh kroničnih bolečin, ki v bistvu nastajajo ne zaradi tega, ker smo enkrat nekaj preveč dvignili ali pa nekaj takega, ampak se je bila kapla čez rob. Ja, lahko je neka pika na i, ampak v bistvu nastajajo pa že dlje časa, pomalo, ko hodimo, ko se premikamo, se pogovarjamo, sedamo, vse te stvari, ne. Kje pa lahko potem ločiš, morda narediš ločnico pri tistih strankah, pri katerih je vzrok v nekem podzavestnem vzorcu iz otroštva ali pa nekem emocionalnem vzorcu odziva, ali pa pri tistih, ki pa imajo zgolj morda vzorc v tem, da so se morda napačno naučili neke vaje in jih zaradi tega boli, ne? Torej, da morda ni vzrok v neki globoki čustveni sferi, ampak da je bolj vzrok v pač tem, da jih je prosto trener napačno učil delati, ne vem, počepe ali karkoli takšnega. Ja, pa se moraš posebej vprašati, zakaj so pustili, zakaj so si izbrali takega trenerja, ne? Ker trenerjev je veliko. Vedno po dosedanjih večletnih izkušnjah, čisto vedno lahko, če si pustiš iti v globino. Vedno lahko nekaj vzrok v psihologiji. No, ja. Vedno prideš do, sploh pri recimo ljudeh, ker na AEQ se glih ne obračajo ljudje, ki imajo neke minorne probleme, nekaj malega,
da ga kdaj malo kaj zaštiha ali pa da ga mečkam kaj zasrbi, ampak iščejo ljudje, ki z drugimi metodami niso mogli odpraviti ali se pa sem kratkoročno spremenili stanje, pa ne več in pri takih je itak vedno vzrok v prvih 7 letih življenja, ne, ker takrat je problem, da si ti živiš po nekem svojem naravnem vzorcu, ki si ga dobil skozi spočetje in osnovni razvoj, ki je pa v sodobnem svetu, ker danes, ko se otrok rodi, ni nič drugačen funkcijsko, ne strukturno, kot pred 500 leti. Rodi se pa v svet in staršem, ki so pa čisto drugačni kot starši pred 500 leti. Ne? In zdaj, problem je, da otrok se rodi isti, ega nima, zavest ima na začetku ne obstaja, verbalne komunikacije z besedami je ni in otrok je v bistvu obsojen, more z staršem, sploh z mamo komunicirati na podlagi občutkov, na podlagi čustev, na podlagi tega, da neverbalno vpliva na njo, ona bi mogla pa to prepoznati, kaj otrok sploh hoče. Ne? Zdaj, če ima mama zakrčeno telo, zategnjeno površinski sloj telesa zaradi senzorne motorne amnezije, ona zelo težko odreagira na otrokove zahteve, tako da je glih prav, da ni ne premalo, ne preveč, ne prehiter, ne prepočas. Ne? In otrok je pa zaradi tega v vedno večjem neravnovesju. Zdaj, bolj ko se upira, bolj ko hoče vplivati na okolje, da bi ga razumelo in da bi mu omogočilo, da ima neko homeostatično stanje, bolj se v bistvu okolje jezi na otroka nazaj, kaj je z njim narobe, zakaj komplicira, zakaj to, zakaj ono. Mislim, kot slišim na cesti ali pa tako, da mama sprašuje leto pa pol ali pa 2 let starega otroka, zakaj joka. Ki bo otrok to razložil, kot nemogoče, ne? Ampak bi mama mogla čutiti, kaj otroku manjka, mu dati tisto, mu manjka, takrat, ko mu manjka, toliko mu manjka, in pa bi otrok jasno nehal jokati. Sem zdaj problem je pa, če je zaposlena, če nima časa, če preživi 1 uro na dan v prometni gneči in je pol napeta in ona ne more skozi napeto telo enako kvalitetno čutiti otrokovo stanje. In zdaj otrok pol nima, ker se okolje ne prilagaja otroku ali se pa preveč prilagaja otroku, pol otrok ni v ravnovesju in z svojim izražanjem ne more vplivati na to, da bi ravnovesje se vzpostavilo in pol mu ne preostane druga, kot da pač se prilagodi okolju veliko bolj, kot bi bilo to treba, ne? Kar pa spet ne more narediti drugače, da določene dele telesa zakrči ali pa določene dele telesa ne napne, zaradi tega, ker ne sme prihajati v konflikt z okoljem. Ker recimo mogoče mamo ali pa očeta, ki zelo pretirano odreagirata na otrokovo jezo, ne? Ali tako, da pa znurita ali pa da se umakneta in pol otrok pogrunta, da če izraža določeno čustvo, da je pol okolica na to odreagira na njemu neželjen način in sam sebe spravi v še večjo stisko in pol mora pa se naučiti, kako to čustvo potlačiti ali pa preusmeriti v drugo čustvo. Spravi, recimo zelo velikokrat vidiš, da jezo spremenijo v jok, ne? In pol to tako, recimo stranka doživi, se spomne nekih dogodkov, pa začne jokati, pa jo vprašaš, če ta dogodek, zaradi katerega joka, če jo žalosti ali jo jezi, ne? In skoraj vedno dobiš odgovor, da jo jezi. In pol vprašaš, zakaj se pa pol jokate, če vas to jezi. Ker jok ni odgovor na, če te nekaj jezi, ne? In pa te sam čudno pogleda, mislim, kaj misli s tem, ne? In pa začne pa počasa razumeti, da, ker se takrat ni smela razjeziti, ker bi pol prišla premočna reakcija nazaj na njeno jezo, je pol ustvarila nek kroničen obrazec, po katerem funkcionira še zdaj, ko je stara 45 let, pa bi lahko izrazila čustvo ali pa bi morala izraziti čustvo ali pa čustveno stanje na tak način, kot je realno. Ne? Sam se tega ne upa ali pa noče ali pa niti ne zna zaradi preteklosti, kar pa vodi v prenapeto telo, iz katerega pol nastanejo kronične bolečine ali pa obrabe ali pa poškodbe. Ne?
Torej, v bistvu predvsem odpravljaš, čeprav vidim, Učim odpravljati. Učiš odpravljati predvsem posledice nekih mišičnih zakrčenosti. Ne? Vkolikor vidiš, da stranka nima težav z mišično zakrčenostjo, ampak da je morda njena težava ravno nasprotna, torej da morda da ima premalo tonusa v določenih aktivnostih, pa da je v bistvu prešibka, premehka, ne? Je ta metoda tudi aplikativna v tem? Ja, ker ima razlog, zakaj je taka. Ker to ni naravno stanje. Razen, če bi mi rekla, da ni jedla že 3 tedne, ker pa ni tukaj vzrok, ne, pa vidiš, da je pač morala ostati šibka, mogla postati hipotonična, zaradi tega, ker energija, ki jo mišičen tonus proizvaja, ni bila zaželena ali potrebna. Ker ne vem, recimo imate primer, da oče dela troizmensko delo, vi ste pa živ otrok, in pa vas skozi govorijo, ne skač, ne nor, tih bod, oče mora spati, in pa vi pač ste razposejeni otroški, pa očeta zbudite, pride ven, pa je vas besen, pa vas, ne vem, recimo na tepe, pa pogruntaš, da nočeš ti imeti življenjsko energijo, da nočeš biti razposejen, pa tak, ampak si sposoben 4 ure sedeti na stolu, pa gledati skozi oken in te pol pohvalijo, kako si bil priden, da sploh niso vedeli, da te imajo. In taka oseba, ki mama reče, veš, ti si bila pa tak otrok, da sploh nisem vedela, da te imam, ne, je zelo velika verjetnost, da ima hipotonično stanje. Ne. Tudi pol, ko enkrat sploh ni več otrok, pa ima svoje otroke. Ne. Glede na to, da toliko zanimivih poudarkov si dal, predvsem na teh prvih 7 let življenja, ne, da so tukaj dosti zapisi, ki se potem izražajo v kasnejšem obdobju, bi morda lahko rekel, da boš morda v prihodnosti razvijal tudi kakšno metodo same vzgoje, oziroma kako v bistvu pristopati k vzgoji, ker čeprav razumem, pogosto so kronične težave, torej problem v napačnih vzgojnih vzorcih tudi, kako se vedemo do otrok, ne? Ja, v tem to obdobju. je skoraj 100%. Ja. To že delam, to je v bistvu delovni naslov je AEQ Mama, ne? Kjer namen je, da se ta znanja predstavijo že recimo ženski ali pa paru, še preden pride do spočetja otroka, da lahko pa z uporabo teh znanj, pa z uporabo AEQ vaj začneta odpravljati neželjene podzavestne vzorce, preživetvene odzive, ki ste jih razvila v svojem otroštvu, da jih pol ne boste prenesli na svojega otroka. Ne. S tem pol jasno je tudi samo spočetje bistveno lažje, ker pri zelo velikih ženskah ali pa parih pride do situacije, da dejansko ženska na zavestnem nivoju si ful želi otroka, telo ga pa noče, ker v bistvu je preveč zategnjeno, preveč trdo. Recimo, če spet vrnem na žensko, ki sem jo videl, ko hodi s tako močno jezo, ne, ona v bistvu ne zna sprostiti mišice, da je sproščena, da je mehka, pa da je brezskrbna. Razen, če bi se ga orenk napila, recimo, ne, sem tisto spet nima nič od tega, ne. Zdaj, otrok, ki se razvija v takem telesu, ali bo prišel ven hipertoničen ali pa hipotoničen, ker v bistvu bo v konstantnem, če gledate, kje otrok se razvija v materi, kje je maternica, tam je v bistvu vsa ta čustva, notranja, močna čustva, od jeze do strahu, do besa, do žalosti, točno tam čez, kjer je maternica in pol jasno to, otrok pa nima kam pobegniti. In pa mu ne more, kljub najboljši volji, mu ne more zagotoviti brezskrbne nosečnosti. Ne, da namenoma to dela, ampak se ne zaveda podzavestnih čustev, ki jih ima v sebi, ker na zunaj se pa vidijo, ker nekdo, ki bi jo pozval, kako hod, bi rekel, kam ta gre, ta je pa razkurjena do konca in Bog je tist, ki bo proti kjerem je namenjena. Čeprav, če bi jo postavil pa vprašal, bi pa rekla, da nič takega ni, ne. Čeprav, če bi se prišel z njo malo bolj pogovarjati, bi pa se verjetno spomnila določenih odnosov, ne vedno, ampak predvsem v prvih 7 letih, ki so pripeljali do tega, da je zdaj pri 40 taka, ne. In pa logično, če to znaš razložiti
stranki, zainteresirani stranki, pa lahko marsikakšen tak vzorec prepozna in ga odpravi že preden se otrok rodi, zmanjša povišan mišični tonus v telesu in s tem v bistvu dobi bolj tenko kožo, ko je z otrokom, in s tem pa lažje začuti, kaj dejansko bi otrok rad. Ker imate vedno več raziskav, kjer opažajo, da recimo na zahodu ženske več ne znajo, ne vejo, zakaj otrok ima problem. In ali joka zato, ker je lačen, ali joka zato, ker je žejen, ali joka zato, ker rab sam podporo, ali pa oporo, zaščito, ali rab sam zagotovilo, da je vse v redu. In pa poskušajo to ženske razumeti. Ne moreš otroka razumeti, če on še nima razuma, ampak deluje po nagonih. In vedno večkrat se zgodi, da dejansko vidiš, da je mama postala menedžer otroka, ne pa njegova mama, ker ga poskuša razumeti in poskuša razumsko se ukvarjati z bitjem, ki deluje po naravnih nagonih, in s tem mora pa otrok se zelo hitro odrastati in gre pa mora otrok bistveno prehiter se začeti ukvarjati, uporabljati princip realnosti, ki je pa namenjen v bistvu odraslim. Otrok bi mogel pa čim dlje, ali pa vsaj prvih 7-8 let živeti bolj po principu užitka, kar pomeni, da išče užitek, se izogiba bolečine. Princip realnosti pa, da pač se odpove užitku, zato da kasneje doseže višji užitek, ali pa prenaša bolečino, zato da prepreči močnejšo bolečino v prihodnosti. Zdaj, če imaš ti kot otrok starše, ki so čustveno premalo zreli, ker če so telesno nezreli, pa itak otroka imeti ne morejo. Če so pa čustveno nezreli, pa se tega ne zavedajo, pa običajno vidiš, da je mogel otrok že pri 5-6 letih, včasih pa še prej, prevzeti odgovornost za to, da družina ostane skupaj. In tak otrok pol je skoraj 100% verjetnost, da bo imel pri 35 letih kronično bolečino v hrbtu ali pa hernijo. Zdaj je logično, da če pol se s tem ne ukvarjaš, pa tega dela njegovega življenja mu ne pomagaš razumeti, da ga pa začne sam analizirati pa urejati, da samo z krepitvijo stabilizatorjev dosežeš neko spremembo. Sam običajno se pa zaradi te krepitve stabilizatorjev trupov pa problem prenese v kolke, v kolena, v vrat, v ramena, komolce, in pa imajo pa ljudje konstantno vedno več. Pa potem dostakrat tvoje sredstvo, kako učiš ljudi, da spremenijo te boleče vzorce, bolj pogovor, pa neko učenje, kako se spoprijemati. Recimo, če damo primer spet tisto žensko, ki napeta, recimo, tista peška, če ugotoviš, da ima ona ta povečan tonus, predvsem zaradi svoje potlačene jeze, ki jo ima zaradi lastne percepcije do svoje neuspešnosti v službi ali pa slabem spoprijemanju pri odnosih s šefom, v družini in tako naprej. Je tukaj bolj sredstvo, kako lahko spremeniš njen ta vzorec, torej zakrčenosti, vaja, ali bolj to, da jo naučiš, kako se spoprijemati z temi situacijami? Boje. Ker skozi vajo se nauči tudi spoprijemanja. Ker ko bo delala recimo neko vajo, bo kljub jasnim navodilom, kako naj vajo naredi, da naj recimo sprosti trebuh, ko napne hrbet, da dvigne glavo v zrak, bo jasno to naredila z preveč truda, preveč jeze, ker pač taka je, in jo pol posledično bo začela glava boleti ali pa vrat boleti. Sam pri vaji bo začela razumeti ob razlagi, primerni razlagi, ki mora vedno biti usklajena z vajo, bo začela razumeti, da je sama tista, ki lahko spremeni to, sam če hoče. In pa, ko začne to spreminjati in začne somatsko iti v globino, pa se začeti spraševati, zakaj, kljub temu, da razume, da naj naredi gib počas, da razume, da naj dvigne eno ramo, drugo potisne v tla, tega na telesnem nivoju ne zna narediti tako, ko je jasno na nivoju zavesti. In pa skozi razlago razume, da ima senzorno motorno amnezijo,
da ima to potlačeno, recimo tem agresijo noter v sebi, zato, ker se jo ne upa izraziti. In pa tudi tam, ko bi lahko bila agresivna, se boji te agresije, ker ima skozi občutek, da če bo malo spustila nadzor nad tem, kaj počne, da če bo za kratek trenutek na smeh dala dol, ne, iz ustnic, da bo pa ta bes usekal ven in da bo naredila štalo, tega se pa boji. Ne. Sem pa skozi vaje, pa skozi učenje, ona začne vedno bolj razumeti, zakaj je tako. In pa postopoma bolj, ko skozi vajo dobiva nadzor nad telesom, bolj lahko pa izven vaje vpliva na to, na kak način se giba, govori. In pa postopoma to držo spremeni, ne zato, ker rečeš, da jo more, ampak zato, ker jo čuti, da je nepotrebna in jo pa postopoma odpravlja, spreminja v bolj sproščeno. In pa recimo po enem letu bi hodila po isti ulici, po isti kruh v pekarno drugač, ne bi imela nasmešek na obrazu, razen če bi se spomnila na kako veselo stvar, ali pa če bi se s kom pogovarjala, pa bi dober vic povedal ali pa karkoli, ampak ne bi pa hodila ko besen revolveraš, ki gre v dvoboj. Ne. In pa je logično, da ko bi spremenila držo, gibanje, izraze, čustvene odzive, pa telesne odzive na iste dogodke, da ne more imeti pol enake bolečine v telesu kot prej. Mogoče še ena zadeva, glede na to, da je tvoja metoda, se pravi učenje, in potem od njih tudi zahteva neko razumevanje vsega tega. To je osnova. In je tukaj se precej razlikuje od nekih teh pasivnih terapij, se pravi nekih pritiskov ali pa nekimi napravami. Kdaj mogoče začneš opaziti, da ljudje začnejo to razumevati? Se pravi, verjetno, sploh tako, kot si že tudi prej omenil, velikrat ne dobiš verjetno nekih strank z najlažjimi težavami. Skoraj nikoli. In mogoče kdaj vidiš, da naredijo nek tist preboj, je to že dokaj kmalu uspeš z njimi, ali je to nek proces, recimo? No, prvo, ne sme pride do preboja, ker preboj je spet ego dejanje, da moraš prebiti, kar pomeni, da gre spet v konflikt z lastnim telesom. Ampak skozi vajo v bistvu začneš razumeti, da če hočeš telo na silo spremeniti, se telo odzove z bolečino. Koliko hitro pa do tega pride, je pa čisto odvisno. Če je recimo oseba zelo ločena od svojega telesa, da je imela, ne vem, spolno zlorabo ali da so bile kakšne res hude stvari, od posilstev do ne vem česa, pri takih recimo ljudeh je ločenost zavesti od telesa zelo visoka in oseba na začetku vidi, recimo, da premakne kolk, ampak da bi pa čutila to, da je lev kolk višji kot desen kolk, se pa niti sanja ne. Čuti ga, če ga vidi, če pa rečeš, da ne gleda, pa dejansko ne čuti razlike. Ne. In zdaj pri takih ljudeh je to včasih 6 mesecev, včasih 8 mesecev. Ne. Cel proces traja pa ponovno tam 2 do 3 leta, tako da to je čist drug pristop kot te, recimo tem bolj popularni, bolj površinski pristopi, kjer je v bistvu težišče na terapevtu ali pa na trenerju, da on stranko zrihta, tukaj je pa težišče na stranki ob primernem učenju, da začne sama sebe rihtati. Zato je bolj zahteven, sam je pa trajen. Ključen za kronične zadeve. Ja, in ko večina ljudi pa ni pripravljena se s tem soočati, predvsem zaradi tega, ker če hoče spremeniti kronično bolečino, mora spremeniti odnos do okolja. In zelo velikrat pa tudi okolje noče, da bi se oseba spremenila, ker jim paše tak odnos, da je pač ta oseba takšna. Zdaj, ko recimo skozi AIQ grejo v spreminjanje svoje sebe kot celote, ne, pa se morajo soočati tudi z reakcijami okolja na njih. Ne. Ko ti drugače razumeš vplive svojega otroštva, ko ti drugače razumeš odnos med tabo, pa med recimo tvojo mamo ali pa med očetom, boš drugače razumel, zakaj ti mami lažeš v telefon, da, ne vem, da moraš iti kuhati kosilo, ker se ti ne da več z njo pogovarjati, ampak se začneš v bistvu in razložiš, zakaj me 3-krat na dan kličeš, kje je problem, zakaj hočeš, da pridemo vsak vikend k vam na kosilo ali pa prespat, čeprav imam 2 otroka pa moža
Zakaj? Ali misliš, da mogoče nočeš mene tam, samo zato, ker v bistvu imaš ti nezrel odnos do svojega moža, pa se nima z njim kaj pogovarjati in pa mene vlečeš v to? Zakaj recimo, ko me kličeš pa sprašuješ, če bom prišla ali pa prišel v nedeljo na kosilo, uporabljaš ednino, čeprav dobro veš, da sem že 10 let poročena ali pa poročen. Ko pa začneš take stvari spraševati, ne, se moraš pa soočati z reakcijo mame. Ne. In dejansko bistvo AIQ metode je, da skozi dvig telesne zrelosti človeku omogoča dvig čustvene zrelosti, kar pomeni, da si sposoben se zrelo odzvati na močnejša čustva. In tukaj, ker ne moreš se pa bolj zrelo odzvati na močnejša čustva, če tvoje telo ni povezano in tvoja zavest nima podpore v telesu, tvoje telo pa nima podpore v tleh, ker pa nimaš integritete in pa tisto, kar rečeš, pa tisto, kar narediš, je preveč votlo in pa poklekneš. In to recimo, ko delaš aktivno terapijo, se ful vidi, ko oseba, ko rečeš naredi tako pa tako, pa ga majčkeno pritisneš, takoj popusti in pa točno lahko iz tega vidiš odnos do koga ima tak, odvisno od strani telesa pa predelov telesa in pa ko mu to razložiš, reče, ja, se je res tako, čeprav nimaš, ne veš, kdo to je tako, nimaš pojma o njegovi preteklosti. Pa je sama struktura vaj bolj poudarek daješ na situacijsko učenje vaj ali bolj neko generalno učenje vaj. S tem mislim, da recimo, če vidiš, da ima človek problem pri hoji, ne, da je tam, kjer se zakrči najbolj, jo prav greš učiti hoje na zavesten način ali greš bolj v neke generalne vaje? Prvo analizira, zakaj ima težavo s hojo, kateri del telesa ima zamrznjen, ali medenico, ali prsni koš, ne, to, v glavnem to. Pa greš analizirati, kaj mu blokira bipedalno gibanje, zakaj ne more iti z medenico v en konc, s prsnim košem v drug konc, zakaj recimo ima zamrznjena ramena, pa drži ramena tako. Ne. In pa logično, če imaš ti ramena tako, kot da imaš obešalnik v ramenih, tvoja hoja ne more biti učinkovita, pa žih ne vem, koliko dolgo se učiš hoje, je treba najprej spremeniti odnos, da on lahko ramena sprosti, da se mu prsni koš odmrzne, recimo zato uporabljamo posebno vejo AIQ dihanje, kjer v bistvu ljudi skozi AIQ dihalne vaje pa dihalne protokole učiš, da začnejo povezovati vpliv dihanja na gibanje in na samo čustva, ne, ker sploh pri ljudeh, ki niso smeli imeti močnih čustev, rešijo problem tako, da dihanje popačijo in ga naredijo neučinkovitega, grejo v hiperventilacijo in podobno. In pa logično, da dokler ne vzpostavi normalnega, pravilnega dihanja, da tudi ne more imeti bolj močnih čustev. Problem pa je, da dostikrat se recimo ljudje z različnimi dihalnimi tehnikami učijo bolj kvalitetnega dihanja, samo nobenim pa ne zna razložiti, zakaj pa pride pa do čustvenih izbruhov ali pa do ful močnih čustev in pa se ljudje v bistvu ustrašijo pravilnega dihanja in grejo spet stran od tistega, ne, ker AIQ dihanje pa temelji na obeh straneh, da razumejo, zakaj so nehali pravilno dihati in da pa, ko začnejo bolj pravilno dihati, ne pobegnejo stran od preteklosti, ki prihaja ven. Ne. In pol šele greš učiti hojo, čeprav je v bistvu tako, da ko enkrat oseba dovolj dobro čuti in nadzoruje prsni koš pa medenico, da se hoja sama po sebi uredi in je pravilna, niti ne rabiš posebej se sam s hojo ukvarjati, ker hoja je tako kot stanje ali pa ležanje posledica stanja v telesu, sprav, to je končni rezultat in ne pa način, na katerega spreminjaš telo, ker je preveč kompleksno, sprav, sama hoja moraš imeti že toliko, zato se večinoma na začetku sploh AIQ vaje dela na tleh, kjer v bistvu gravitacijo vzameš ven, iz enačbe se vrneš v obdobje, ki si bil star 4, 5, 6 mesecev in se začneš z gibanjem ukvarjati na tem čisto osnovnem nivoju, pol pa počasi. Pa potem recimo prehaja te vaje v neke bolj kompleksne vzorce. Seveda. A so mogoče te kompleksne vzorce bolj te
vsakdanji gibi, kot je ne mogoče hoja, tek in take stvari. Pobiranje stal. Ja, ali mogoče tudi prehajajo take vaje, ne, kot da se delajo potem počerki, spadni koraki, ali to ni niti toliko namen? Ne, ni to. Namen je, da oseba skozi vajo zmanjša senzorno amnezijo in zmanjša motorno amnezijo in pa lahko tudi počep pa izpadni korak naredi sebi primerno in pravilno. Pa ne samo to, kako ga dela, ampak tudi kdaj ga gre delati, koliko jih naj naredi in ko na telesnem nivoju začuti, da je dosti ali pa da ni prav, da pa njegov ego upošteva opozorilo iz telesa in čeprav trener reče, da jih ne naredi 20 ali pa čim hitrej, čuti, da je tempo prehiter, da je količina previsoka, količina ponovitev prevelika in pa modulira ali pa spremeni pristop do vaje, jih naredi manj ali jih naredi bolj počasi ali pa v bistvu se vrne korak 2, 3 nazaj pa skozi vadbo izboljša gibalno inteligenco, zato da lahko izpadni korak, ki je sam po sebi zelo močna vaja, naredi pravilno. Sprav, uči se, da telovadi ali pa trenira ne samo iz ega, ampak tudi, da se upošteva telo pri celi zgodbi in s tem imamo največ posla, glih pa recimo vrhunskih športnikih, ker tam so pa morajo imeti toliko močno voljo, da se pa tudi sam pristop je zdaj dolga let, desetletja temeljil na tem, da se pač telo ne uboga oziroma da je treba telo premagati, če hočeš zmagati, ne. Sem pa se pa vsi po glavi praskajo, pa so jezni, ker telo poklekne glih takrat, ker najmanj treba in pa so te zmage večinoma pirove. To je zelo zanimivo, ko v bistvu velikokrat smo tako programirani, ne vem, moramo narediti 5 ponovitev, ker je to za razvoj eksplozivnosti in nekako sploh ne znamo sebe poslušati, potem moramo jesti kosilo ob 12:30, ker takrat je ura za kosilo, sploh ne poslušamo, da smo lačni. To je zelo pomembno del vsega tega. Ja, ker zdaj v zadnjih letih so začeli tudi recimo pediatri ali pa recimo babice, ki učijo mame, so začele odsvetovati to, da se otroka hrani po urah, tako kot je zdaj zadnjih, ne vem koliko, 40 let veljalo, ne, ker so ugotovili, da pač otrok, ki se ga hrani na uro, ki se ga doji na uro, da ima bistveno nižjo samozavest pa samozavedanje od otroka, ki se je dojil, ko je pač bil lačen. Zdaj, ker je mama otroka, ki je začel se oglašati, da je lačen, rekla še pol ure. Ko se je rekla, naučite ga reda, prej, ko ga boste naučili boljše. Ne? In zdaj, ko je otrok pol ure jokal, prednji dubu hrano, ne, je v bistvu razvil občutek, da je nepomemben, da je preslišan, da je nevreden in ko se je to konstantno ponavljalo, je pač razvil tem primerno obliko telesa in osebnost in pa na osnovi tega pa še pol karakter. Ne. Ali pa od tega, da se pač od otroka zahteva, da je že pri 12, 14, 16 mesecih suh, da zna kontrolirati izločanje blata in urina, čeprav sama funkcija telesna je taka, da nad analno mišico otrok dobi dovolj zavestnega nadzora, da blokira izločanje blata šele pri 2 letih in pol. Ne. Zdaj, če mora otrok 1 let prej želi iti na kahljico, zato ker čuti, da mami gre vedno bolj na živce, ker mora ga previjati, ne. Ko je sosedov je že na kahljici, pa že ne, naš pa še ni, ne. In pa starš podzavestno ali pa zavestno dela na nek način pritisk na pač drugačen način kot pol, ampak še zmeri pritisk na otroka, da ne že naj pol otrok v bistvu 1 leto prej zna zadržati blato, ko sploh dejansko lahko to naredi z analno mišico in se pa morate vprašati, s katerimi mišicami pa pol drži blato v črevesju, ne, in dobite osebo, ki ima pol pri 40 ali pa že pri 25 kronično ne zna aktivirati gluteusov, ker jih ima skozi napete, že od 1. leta naprej, ali pa ima ful močno zakrčene mišice medeničnega dna, notranje stegenske mišice in pa imate pronacijo, pa medialno rotacijo nog noter, ki jih pa trener nekako poskuša s korekcijskimi vajami reševati. Vzrok za to je pa neobdelan in nerazdelan in pa ima taka oseba recimo ful pogosto še hemoroide, pa zlato žilo, pa težave z
kronovo boleznijo, težave z menstruacijo. En kup stvari se razvije iz tega. Ne? Prej si omenil dihanje, če bi mogoče proti koncu še malce o tem rekli. Zakaj bi te malce še vprašal o tem? Zato, ker se mi zdi, da danes zelo veliko slišimo o tem, tudi ljudje zelo veliko o tem berejo, napačno dihaš, pravilno dihaj in imajo toliko informacij o tem dihanju, da so na koncu čisto zgubljeni. Pa toliko jim govorijo pravilno dihanje, da noben ne več ne ve, kdaj kakšno dihanje. Pa mogoče, če pokažeš samo par tehnik oziroma vzorcev napačnega dihanja, ki ga najbolj pogosto vidiš pri ljudeh, bom tako rekel, napačnega dihanja za tisto situacijo, v kateri so. Najbolj pogosto je paradoksalno dihanje, se pravi, da oseba pri vdihu trebuh potegne not, pri izdihu ga pa porine ven. To je še posebej pogosto pri ljudeh, ki so morali zelo močno zadrževati solze pa strah in imajo kronično napeto trebušno mišico in jim pa tako dihanje paše, plus tega jim ful ustrezajo pristopi, ki temeljijo na jačanju trebušnih mišic, ne, ali pa športi, kjer je trebušna mišica ful pomembna, zaradi tega, da določen čustveni nazor, čeprav je zdaj že čisto nepotreben, ker je odrasla oseba, podzavestno krepi. Ali pa vidiš recimo, da ima oseba pretirano premikanje prsnega koša, pa nima nobenega gibanja v trebuhu, ko diha, ali ima pa problem, da ima pretirano premikanje trebuha, pa fiksen prsni koš. Te so najbolj pogoste in vsaka od teh stanj kaže na določeno močno potrebo, da... Ker danes zelo veliko ljudi misli, da je predvsem potrebno to, ja? Torej vse iz trebuha narediti. Ja, ker morajo se vprašati, kje imajo pljuča. Ali jih imajo v trebuhu, ali jih imajo v prsnem košu. In pravilno dihanje ne more biti v trebušno votlino, ampak je v sodelovanju s trebušno votlino, in to je ful važno, in pravilno dihanje mora biti v širino prsnega koša, ne v trebuh. Sam je pa problem ta, da če vi ne morete vdihniti v širino prsnega koša, če ne gre trebušna prepona dovolj globoko dol proti medenici. Če hočete, da pa gre trebušna prepona proti medenici dol, morate pa sprostiti trebušne mišice predvsem, pa še oblike pa stranske, kar pa večina ljudi zaradi potlačenih čustev ne more. In pol dihajo v trebuh na silo in pol ne dihajo v širino prsnega koša, ampak v globino, ali se pa poslužujejo teh holotropnih tehnik dihanja, ker grejo v hiperventilacijo, zato da se našopajo z kisikom in ne upoštevajo, da za pravilno absorpcijo kisika v tkivo je pomemben, koliko imaš CO2 v krvi. Kad imaš lahko v krvi, no, sicer je nemogoče, ampak 110% kisika, point je, da bo rdeča krvnička kisik oddala v mišico samo, če je v krvi dovolj ogljikovega dioksida in če ti nočeš imeti močno aktivirane mišice in nočeš imeti veliko življenjske energije, ker imaš pol težave z zadrževanjem čustev, pol začneš dihati tako, da imaš CO2 v krvi čim nižji, ker nižji, ko je CO2 v krvi, manj kisika gre v mišico, bolj se Krebsov cikel upočasni, manj ima življenjske energije, lažje kontrolira svoje čustva. Ne? In zato, ker katerokoli metodo dihanja sem proučeval, se zelo malo ali nič ne ukvarja z realnimi razlogi, zakaj nekdo sploh nehal pravilno dihati. Tudi to, da recimo, če vaša mati pa vaš oče dihata nepravilno, se otrok niti ne more naučiti pravilnega dihanja, ker ga nima od kje videti in danes boste videli na cesti večinoma že leto pa pol, 2 let stare otroke, ki dihajo na usta, ker je čisto narobe, ne. Ampak ko te pogledal mamo pa očeta, te videl, da tudi ona dva dihata skozi na usta in je pol, od koga se bo otrok naučil pravilnega dihanja. Enak problem je s šolskim torbam, recimo, nimajo veze z dihanjem, ampak če otrok ne vidi doma, kako oče ali pa mama dviguje ta težka bremena, kako se lahko otrok nauči nesti šolsko torbo. Recimo, in pol jim dajo šolske torbe na koleščke, jo pol vleče za sabo in razvije skoliotično držo, ker je skozi zapigan na eno stran in si spet tam. Ali pa jim dajo skiroje, pa na skiroje torbo, ne razložijo pa otrokom, da ne more skozi se sam z eno nogo odrivati, z drugo pa ne, ker pa dobi zamaknjeno
medenico in ima pol recimo čez 10 let eno nogo krajšo od druge, ko pa zdaj, ne. Tako da pri dihanju je predvsem poudarek na to, da se gre v analizo, zakaj je nekdo izgubil ali pa se odpovedal pravilnemu vdihu v širino prsnega koša in v njegovo globino skozi nos, če je vse normalno. Zdaj, če govori, je ali pa če je v močnem simpatikusu, takrat je pa jasno, da začneš dihati na usta, ampak to ni velikrat, ne. In tega danes je pa toliko velik in pa jasno tudi, če se vi učite dihanje v trebušno votlino z trebuhom, je vprašljivo, če dihate pravilno oziroma ali se učite dihati z minimalno možno porabo energije. Tega pa, ker noben se ne ukvarja s tem ali pa zelo malo ljudi se ukvarja s tem, da je dihanje osnoven fiziološki življenjski proces, ki je evolucijsko bil razvit na način, da si z minimalno možno porabo energije dobil dovolj kisika v tkivo, ne, pa izločil odpaden ali pa čeprav CO2 ne bi smel sploh jemati kot odpaden plin, ampak je v bistvu za samo dihanje skoraj bolj pomemben kot kisik, ne. Čeprav se ga vsi hoče čim prej znebiti, sem pa pa prenizek CO2 in pa kisik ne gre v tkivo. In pa so skozi v anaerobnem načinu, veliko prej na anaerobnem načinu delovanja, kot bi pa mogli biti, ne. In sploh pri športnikih, ker je ta hiperventilacija ful poudarjena je, ko recimo takega športnika začnem učiti kot dihanje, se rezultati tako hitro spreminjajo na teh testih, da dostikrat imajo pa probleme, ki mislijo, da so na nekem dopingu, ne. Pa niso, samo začeli so dihati v širino, pa ukvarjajo se s tem, da kako znižati ali pa kako pravilno regulirati hitrost pretoka zraka skozi nos, ne, ker če imaš ti previsoko hitrost dihanja skozi nos, telo misli, da si v nevarnosti in gre v simpatično stanje. In recimo, ko ti športnika učiš, da z dihanjem po končani kolesarski etapi se gre skozi posebne postopke umirjati, da umiri svoje dihanje, gre veliko hitreje v postopek regeneracije, ko pa njegov nasprotnik gre na masažno mizo in se šele po 3-4 urah po koncu etape umiri tudi njegovo dihanje, pa ne na tak nivo, kot pri recimo konkurentov in je s tem naslednji dan malo bolj utrujen. In to se po 20 etapah, recimo pri kolesarstvu, kar nabere. Ne. In tem lahko rečeš ne fair prednost. Čeprav ne delaš nič proti nobenim pravilom, ampak sem športnika učiš, kako pravilno uporabljati svojo strukturo in funkcijo, ki jo je skozi evolucijo razvil do popolnosti v milijonih let naše preteklosti. Ja, v redu, Aleš. Torej, če povzamemo morda, še malce, če pogledamo v prihodnost naših strok oziroma našega dela, torej tudi sam se zavzemaš za to, da v bistvu ljudje spoznajo, da nekega rešitelja ni, in da v bistvu svoje globje težave na dolgi rok lahko odpravijo samo sami, sicer za nekim nasvetom oziroma svetovanjem strokovnjaka. Šolanjem, ja. Dejansko je šolanje, ja. Ker je tako, pri kroničnih bolečinah je vedno problem sistemski in globok. In se ga na površinskem nivoju zelo težko rešuje, oziroma se ga rešuje kratkoročno in zelo pogosto se pa vidi, da v bistvu tudi ko rešijo določen problem, ne vem, v hrbtu, se pa po 2-3 letih pojavi pa nek čisto nov problem, ki ga prej nikoli ni bilo in ga ne znajo ali pa ga ne povezujejo z problemom, ki je bil kao saniran, ali pa še posebej radi ljudje uporabijo besedo, da je izzvenel. Ne. Ker čim vi rečete, da je nekaj izzvenelo, pomeni, da niste nič spremenili, ampak da ste sam svojo občutljivost na problem toliko zvišali, da ga kao ni, v bistvu je not, ampak se pa pokaže pa na nekem drugem nivoju in če hočete kroničen problem rešiti, morate iti v globino, sam
predstavljajte si, da vam nekdo reče, da imate, ne vem, ko imamo v državi kroničen problem, ne vem, s pravosodjem, pa z zdravstvom, pa s tem, in da nam nekdo predlaga hitre pa plitke rešitve, bi rekli, kva ga serješ, ne more to že na državni ravni govorimo o strukturnih reformah, ne? Da ni dovolj, ne? Ampak reče prav, da bi poskušali, da rabimo strukturne reforme, da odpravimo kronične probleme. In čisto ista logika je pri človeku, ki ima kronično težavo z nekim delom telesa, on rab strukturne spremembe, katere pa ne more nobeden od odzuni narediti, ker nima dovolj globokega vpliva na to osebo. Edin del njega, ki ima možnost dovolj globoko čutiti njega, pa vplivati dovolj globoko na njega, so njegovi možgani, njegova zavest pod določenimi pogoji. In prvi je, da zmanjša senzorno amnezijo, drugi, da zmanjša motorno amnezijo, pa se mora pa začeti soočati z razlogi, zakaj sploh je dobil senzorno amnezijo, pa zakaj se je odpovedal motornem nadzoru, in te so običajno v prvih 7 letih življenja, kar pa avtomatsko pomeni, da mora dvigniti svojo čustveno zrelost. To pa ne more dvigniti brez da dvigne telesno integriteto pa strukturno. Bi mogoče rekel, da je večina teh kroničnih težav, ki jih ti vidiš, rezultat tako hitrih sprememb v tej naši moderni tehnološki družbi, pa da jih morda drugje ali pa prej teh težav ni bilo v takšni obliki? Glavni razlog je, da se je v Sloveniji, recimo v zadnjih 60 letih na glavo postavilo razmerje med potrebo po učinkoviti uporabi časa in učinkoviti uporabi energije. 60 let nazaj je bilo veliko bolj važno, da si znal učinkovito uporabljati energijo, časa je bilo pa pač, ko ga je bilo, so si ga vzeli, ker nisem imeli druge izbire. Danes smo se pa obrnili na glavo, da pa učinkovita poraba energije veliko manj pomembna kot učinkovita poraba časa. Sprav, naredili smo shift za 180 stopinj, način življenja ob enakih telesih. Sprav, strukturno in funkcijsko smo isti, odnos do dveh tako pomembnih stvari, kot je čas pa energija, ki definirata naše življenje, se je pa spremenil na glavo in je pa logično, da ljudje In bomo morda lahko v prihodnosti tudi z našimi in tvojimi intervencijami ali pa znanji, ki jih sedaj pridobivamo pri tej zagati, ki jo imamo, bomo lahko združili, da bomo dobili v enem učinkovito ravnanje s časom in hkrati učinkovito ravnanje s telesi in energijo. Bomo morali. Sam problem je, Kako bi to morda lahko dosegli? Na bolj strukturnem z povezavo med telesom in med zavestjo. Ker problem je, da naša zavest dojema čas relativno, pod pogojem, da nima dobrega stika s telesom. Telo pa čas ne more, na telo pa čas vedno vpliva realno. In pa pride do te razlike, da pač telo more čas dojemati realno, zavest pa če ja ali ne. In zdaj, če zgubiš ali pa se odpoveš dobrega stika s telesom, potem si kratkoročno bistveno bolj produktiven, kot pa nekdo, ki je na realnih tleh in na hiter si lahko bistveno boljši, samo moraš pa plačati davek v obliki bolečin, ali pa to preneseš na svoje otroke, ki pa tvoji otroci, ki se v tebe učijo tega. To je najbolj pogosti odgovor, ki ga dobimo tudi od naših strank, ko jim rečemo, da je potrebno, ko najdemo nek vzrok in jih potem naučimo, kako naj spremenijo nek zavesten vzorc, torej nek podzavesten vzorc na zavesten način, in je njihov glavni odgovor ponovadi, a zdaj bom mogel pa med delom razmišljati, kako to dvignem, pa kako to delam. Mogo reči, Jaz si ponovadi dam analogijo, primerjavo torej z učenjem avta. Ja, seveda, si tudi prvi par tednov v avtu si bil zgubljen, bilo ti je polno informacij, naporno, sedaj voziš podzavestno. Torej, je morda, lahko rečemo tako, da v bistvu cilj našega pa tvojega učenja je, da se sicer gib najprej ozavestimo, ampak potem verjetno postane enkrat podzavesten. To je cilj, torej, da ko delamo neko delo, da ne razmišljamo v mišicah ves čas. Seveda ne. Sam imaš pa konstantno dovolj zavedanja, da sploh ko delaš nekaj bolj pomembnega, da nisi v multitaskingu, ampak da si tam in se s tem ukvarjaš,
ker drugače se moraš pa soočati z vedno bolj bolečimi posledicami svojih dejanj, ki nisi jih dovolj dobro nadzoroval oziroma si jih izvajal neintegrirano, se pravi, samo z enim delom telesa in nisi razmišljal o mogočih posledicah. Ne. In zdaj pač prav bi bilo, da bi ali pa morali bomo uporabljati tehnologijo na tak način, da nam bo dala več časa. Ne. Zdaj, ker nam ga v bistvu bolj, ko je tehnologija razvita, manj imamo časa, ker je čisto narobe. Ne. In zdaj, ker če ti nimaš dovolj časa za sebe, ti ne moreš v bistvu biti somatski. Ker problem je pa, da če ignoriraš telo dovolj dolg, pol postaneš pa pacient. Pacient je pa že po latinsko pomeni tisti, ki čaka, in pa imaš pa časa, kakor češ, samo pa nisi več korojač ali pa nimaš več škarja in platna v svojih rokah. Ne? In tudi zaradi tega je recimo reševanje kroničnih bolečin, pa fibromialgije, pa podobnih, pa kronične utrujenosti, pa izgorelosti, ki je še ena od stvari, ki se danes ful poudarja, ali pa se ful ukvarja s tem, toliko pomembno, ampak je večinoma se ne ukvarja s tem, da bi se šli ubadati, pa prenesli na stranko glavno težišče, objasno, da stranki omogočaš, da ima primerno znanje pa orodja, s katerim lahko začne razumeti, kaj se sploh dogaja, in pa v bistvu gre lahko naprej ob jasnem zavedanju, da take spremembe recimo ne morejo, niti ne smejo nikoli biti hitre, ker pa iz ene travme greš v drugo. Ne. Tako da tudi pri AEQ-ju ni zdaj, ok, boste prišli do mene ali pa do katerega druga učitelja AEQ metode in boste zdaj v enem mesecu rešili problem, ki se vam je ustvaril 40 let. To je nerealno in to je v bistvu zavajujoče in ni AEQ-jevsko. Ker AEQ pomeni dejansko po latinsko fair odnos, da pač uravnotežen odnos, da iščeš balans, ki ga je pa zelo težko najti, oziroma rabiš čas, da ga lahko najdeš. Ne. Ja, super, no, vidiš, smo najprej rekli, da bomo tukaj probali biti čim krajši, torej da manjkate na urco, ampak ne gre se. Moramo si vzeti čas. Moramo si vzeti čas, torej ne smemo preveč optimizirati časa, ne, moramo se posvetiti kakovosti kdaj. Ne. Ja. Enako je pri gibanju in enako tudi pri tem našem pogovoru s tabo, tako da hvala ti za pozornost. Danes smo obdelali par zanimivih tematik, pa morda še kdaj še kakšne druge. Ne bo veselje. Tako, hvala vam. Hvala.